The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ok, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Prejšnji teden je bil z nami starejši Drinovc, danes je z nami mlajši. A se kontra? Kontra je. Ok. To sem rekel, ti moram povedati. Ok. Mitja je 5 let mlajši. 5 let sta razlike. Ok, evo, danes je z nami Matej Drinovc, zdaj mora biti tako v zadju. Šla bova čez, kaj se z njemu dogaja, pripelo je tudi njegov nov bike, ki je tudi super seksi, tako da boste videli v kratkem. V bistvu na koncu videa bova šla še čez kolo. Vmes bova pa malo govorila, kaj bo zdaj čez zimo delu. Glih je prišel iz Abu Dhabija, kjer so imeli eno derko, tako da bova še malo o tej derki govorila. Pa še poln stvari se mu je dogajalo, predvsem je imel par poškodb plan, pa da vidimo, kakšne ima plane za naprej. Tisti, ki spremljate kanal, tudi veste, kakšne plane imam jaz, tako da bo šla mogoče tudi čez trening, kako trenira, take stvari, tako da tiste, ki zanima, lahko tudi spodaj komentirate, če imate še kakšen koli vprašanje za njega in bom jaz pol Mateja vprašal. Tako da, evo. To je to. Poudaril bi zdaj še za akcije na naši spletni strani vse od TPU zračnic, power metrov, obroči so zdaj orang znižani, mislim, da za te artikle v Evropi boste dobili boljše cene. Pa ne pozabite na naše kolesarske majice. Zdaj sem s parimi strankami govoril, ko so prišle jih iskat. Res ni boljših majic za to ceno zdaj na trgu, tako da ja. Če ne drugega pridite vsaj probat, pa boste videli, kakšen je občutek, kad date gor. Tisti, ki ste navajeni na racing material, je to. Pa imamo tudi zdaj par obročev za testirati, pa kolesa, tisti, ki ste še kaj zapeljali, sicer danes je glih sneg zapadel, tako da ja, če gre kdo na obalo testirati, komod sproba. Evo, tako da, to je to, greja zdaj začeti. Najprej povej, kako si, mal si zapečen, iz kje si se glih kar vrnil? Ja, zdaj sem se vrnil 2 dni nazaj iz Dubaja, oziroma dirka je bila v Abu Dhabiju. Stanovali smo v Dubaju. Prej sem bil pa še 10-12 dni v Maleziji. Tako da tudi dol smo dirkali, tako da ja, barvo imam zdaj kar ta pravo. Ej, daj mi povej, to, ko si zdaj omenil v Maleziji, tale ekipa, ki imajo niž kolesa, isto dirkala na tej dirki ali ne? Ne, to so te ROAI, to so ekipa z Tajske, ampak jih ni bilo. Oni so zdaj večino dirkali Kitajska, ker je tam je zdaj še praktično do konca leta so dirke, tako da njih ni bilo. Je pa ta, ki za njih voz Carstensen, je zdaj dirkal v Abu Dhabiju, šprinter. Kjer je pa je prišel s temi ta prvi? Ne, smo ga uničili. Je bil, pol ne vem, kjer je bil, še 2 iz grupe naše, 2 sta ga našprintala. Tako da po mojem, da je bil tam 9-10 nekaj takega. Se pravi, se že poznate toliko na tem nivoju, da prav veš, koga moraš merkati, da ne pride Ja, tle je bilo pač tako, da so ful skrivali štart listo. Če gledaš recimo to Abu Dhabi Grand Fondo, to je, ne vem, nivo Franja. In ti recimo za Franjo praktično v Evropi zmeraj vidiš, kdo bo na štartu, lahko nek štart listo najdeš. Ponavadi so to javno dostopne. Tle so skrivali, še celo tako je komentiral, je klical Grega, če mu lahko pošle štart listo, zato da bi videli. A veš, da pa drugim povejo. In tako da zjutraj, ko smo kaj prišli, smo sam gledali, a kakšen ga poznamo, a je kakšen šprinter. Smo pa imeli dejansko tako ekipo, da bi mogli nekaj fest narobe, da bi izgubili. Sprav, zmagal je kdo? Zmagal je Grega. Drug je bil Tim, Nizozemci. Pol je bil pa, mislim, da še en je bil 6, tudi ta iz nizozemske ekipe, pa no, pol je pa od šprintov je pa ta Quinn Vermeulen Loft. Ja, sej težko jih poznaš, ampak to so fantje, to vozijo za eno nizozemsko ekipo in to so res vsi 1,90 m, res za poravnom. Pač mi da z Gregom sva rekla, to more iti skozi. Ker recimo omejenja, se pravi World Tour pa
pro-konti ne smejo nastopati. Oziroma lahko vozijo, ampak ne smejo pač vplivati na razplet. To je bil glih lani bil en problem, ker je prišel Rajovič in je navlekel temu iz Dubaj polisa, ne, in so pol v bistvu zmagali. Tako da je bilo pol cel kup enih protestov pa to. Letos jih pa načeloma sploh ni bilo teh. Okay. Tako da ja, jaz mislim, težko bi dobil za tako dirko, ravnina, vetra sicer ni bilo, ampak težko bi dobil boljši kolesarji, recimo iz kontinentalne voje, ki so pa te. Okay. Ne mi povej, mene zanima to, ko sem bil takrat ful navdušen, ko sem bil v Dubaju, ko sta bila tudi video z boletov, še tam pokrito z dirke, snemalne ekipe, pa to je še vedno je isti nivo, je še kaj bolj zdaj, a kako je to pokrit? Ja, jaz mislim, da zdaj kaj dosti boljši že težko je na isti način. Okay. Recimo dirka je bila live in na Abu Dhabi televiziji in na Dubaj televiziji. Mislim, da je sam prenos se je video na YouTubeu. Mislim, da je, ne vem, 5-6 ur je bilo živo skozi. Tako, pač štart, droni, vse pokrit, avtomobili. A mogoče veš, kako lahko lepo gledajo na YouTubeu? Napišeš Abu Dhabi Grand Fondo 2024 okay. In so pol, se pravim, jaz sem glih včeraj sem malo gledal, je en posnetek, je praktično cela dirka, pa imaš pa tudi te highlighte pa okay. razno. Bom dal jaz dol v opis link, tako da lahko sam kliknete dol, pa si lahko pogledate, da boste videli, kako je, rečemo, maraton Franja pokrita na Bližnjem vzhodu. Ja, recimo tle je vse pač pokrit s kameram, komentatorji. Ne vem, sicer zdaj že dolgo nisem gledal, kako je Franja pokrita, ker vem, da imajo tudi nek live stream. Ampak spomnim se 2-3 leta nazaj sem gledal, to je bolj... Ni še na tem nivoju. Vid se, ampak ni pa. Da mi povej, Malezija, kako pa tam dirkajo tudi pro-konti ekipe pridejo z Evrope zdajle, ali kad ti zdaj v bistvu lahko povedo, ti dirkaš v bistvu za avstrijsko ekipo? Tako, za Arbo. Okay. Naslednji let bo ekipa se imenovala, mislim, da Arbo Kärnten Sport, ker je v bistvu še regija zraven prstopla in bo Continental ekipa za naslednjo sezono. Letos smo bili pač klub. Kar se tiče pa dol Malezije, je pa ta dirka, ki sem jaz vozil, je bila v bistvu ni bila UCI dirka. In so pač bili kolesari pač tudi malo pomešani po ekipah, ne. Tako je zmagal ta Nizozemec, je v bistvu voz za eno Continental ekipo iz Filipinov, pa je prišel zdaj sem za to. Mogel bi voziti tudi Antoine Toluk, če se spomniš, on je za Vismo vozil, ampak pač on je, ne vem, a je že, a še ni dobil, pač je bil pozitiven na doping in pol je že dol prišel, pa pač organizator je že prej na Facebook dal, da on vozil in pa so se ekipe zbunile, da pač ne more voziti. Tako da on pa ni nastopil. Ja, ni bilo, pa tle ni bilo, se pravi, pro-konti ekipa ali pa ne poznam tudi, da bi kakšen kolesar bil iz te ekipe, bili so večinoma te Malezici iz Continental ekip. Je pa mislim, da bila 14 dni prej nazaj, je bila pa ta Langkawi dirka, to je pa Pro Series dirka, tam so pa bili, ja. Ja, ne, se to vem, ker tukaj v Langkawi vsaj so bili lani, so bili tudi te iz ROI. Ja, se so tudi letos vozili. Okay. Ko vem, ko imam Google Drive, pa so noter fotke njihove. Ja. A ti poznaš to, pač jaz, kakor vidim, iz njih pač to, kar mi pošljajo, so kar dobri, tako po vseh dirkah skoraj da ne pridejo top 3, zdaj ne vem, ali pa sam to pošljajo okrog. Ne, so, dobra ekipa so. Pač imajo kolesarje, se je 2 let nazaj je ta, mislim, da je zmagal Charger Tour, tle v Dubaju, mislim v UAE-u. Okay. Mislim, da sta bila še celo prvi drug. Lani je pol, lani je bil v eno etapo veter in ga je odpihnal tega, to je Nizozemec. Okay. Gre na klanc, gre ga zdaj iše enega klančarja da prišel na to dirko, ka pač klubu veliko pomena, ne. Sam zdaj tole Charger zmagati, rabaš dobrega klančarja in dobrega kronometrista, no. Zdaj neki probamo, enega kolesarja išemo, ampak
A veš, te, ki so to sposobni, imajo vsaj konti že podpisane. Ne? Ne, logično. Ker je šel nivo full gora. Ne? To je Grega je zmagal, 3 leta nazaj, mislim, da je zmagal, je šel na ta klanc več kot 2 minute počasneje, kaj pa zdaj treba iti. Na 20 minut klanca. To je pa ogromen. Ja, 10%. Ja. Tako da ne, drugače pa te so zelo dobri. Jaz se jih spomnim še od prej, ker sem v Aziji dirkal. Takrat ne vem, je bila Continental ekipa, ne, ampak imajo res dobre kolesarje. No. Mislim, ti si zdaj dirkal kar dosti. Jaz se spomnim še za bicikl, si delal neke reportaže, to je bilo že kar nekaj cajta nazaj. Koliko se je nivo v Aziji dirkanja dvignil? A je to predvsem zaradi tega, ker vas je dosta Evropejcev zdaj tudi dirka tam? Ker meni se zdi tudi, ko gledam, je doska tudi Evropejc pač zmaga v dirke. Ne? Tako da pač je nivo v Aziji se zdaj že je šel na kar višji nivo. Ne? Jaz sem tako rekel, da recimo 2018, 2019, ko sem jaz dirkal tam, jaz sem rekel, za kjerokoli ekipo podpišem, pač tudi če ni nič plače, samo za nagrade. Ne? Zdaj se tega ne moš več iti, ker je šel nivo to gor, da praktično, jaz se spomnim takrat, ko sem šel 2018, 2019 dol, to zmeraj prinesel orang denar nazaj. Ne? Zdaj može biti pa res, pač sej zdaj tole Dubaj dirko, Abu Dhabi smo fajn zaslužili, ampak to je ena. Ne? Moraš res nivojšu full gor, ker je tudi vzhodnaki zdaj tam dirkajo, te Rusi, Ukrajinci, tega je zdaj full tam. Okay. In so dobri. A je kakšna skrivnost, koliko je bila nagrada v Abu Dhabiju? Ne, skrivnost ni. Mislim, da je Grega dobil za zmago 100.000 dirhamov, se pravi 25.000 evrov. Okay. Pa ta drug še, je bilo 15 za drug mest. Tako da, če popravic povem... Skupno 40 ur je več... Ne, mislim, da je še več, ker so pač nagrade do 40. mesta. Aha. In mislim, da mene po moje kar ne 100 ur, da se je zaslužil. No. Zdaj pa ne vem, kako se bo delil. Grega je rekel, da mi, ko smo bili pač tujci, bomo delili vsi na isti del, pač kar bo, pa itak daš še zastav, pa za une lokalce, tako da, je pa tako, da pač denar bo maja, vsaj tako je bilo zadnjo. Ker čakajo zdaj 6 mesecev, če je kdo pozitiven. Ne, se bolj me zanimalo zaradi ljudi, ki mogoče spremlja, veš, ko mi si predstavljamo nagrade in pol vidiš, koliko je rečemo na Franji, kakšne so nagrade in pa vidiš, greš na neko podobno dirko na Bližnjem vzhodu ali pa v Aziji. Ne? Ko v Aziji so isto, Malezija, Kitajska, to imajo isto. Mislim, Kitajci imajo najboljše nagrade, kar se tiče azijskih dirk. Mislim, da je tale dirka zdaj kar ena boljših, no. Tale v Abu Dhabi Grand Fondo, ker to mož je, da je enodnevna dirka. Tam na Kitajskem, kar sem jaz dirkal, recimo Tour of Fuzhou, mislim, da je bil $100,000 sklad, tlej $500,000 sklad. Pa tisti je bila etapna dirka. Pa imaš King High Lake, mislim, da je $500,000 sklad, ampak je tudi 9-10 dni dirka. Nekaj taga, no. Tale dirka mislim, da je res tako. Pa tudi kar se tiče pokritosti medijsko je kle dosti boljš, kakor Malezija, Azija, tam ni ali je isto tam? Pač Kitajska je na istem nivoju kot tole. Je isto, vse pokrito, vse na nacionalni televiziji. Malezija je bil stream, ne vem, je bilo pač na kakšni televiziji, ampak imajo kar pokritno. Je pa tako, da tole v Maleziji se vidi, pa je bila pač čist neka prekovaška dirka, ampak to je kot Tour de France. To je una parada prej, predstavitve, kaj podelitev in to vse tako. Pač tle v Evropi, vsaj kar se teh dvojke enk tiče, to, ko mi dirkamo, prideš, dirkaš, greš. Kar je rekel dvojka enka, to je UCI kategorija 1-2. Zdaj pa mene v bistvu najbolj, kar me zanima, je priprave na naslednjo sezono. Kako mogoče v tem cajtu, ko si ti začel dirkati, pa zdaj, ko si že toliko sezon pač noter, ali se ti kaj razlikujejo, ali ti imaš praktično skozi cel let imaš eno in isto?
Ja, jaz tako, ko sem začel, ta prvo sezono, ko sem bil v Adri, je bilo to pač res tako priprave, ne vem, začeli smo decembra, tam smo šli na Tri Kralje, nek spoznaven kot team building, pa se pa začeli januarja priprave na morju, pa pol dirke, konec februarja smo začeli dirkati. Zdaj je pač to malo drugače, jaz čez zimo pač delam pri biatloncih, tako da je zdajle kolo sem spucal, v nedeljo greva na Švedsk, Idre, tako da po mojem naslednjič kam na kolesu bo marc. Okay. Ok, zdaj če bom doma, okoli novega leta imam par dni, sem doma, zdaj če bo neko vreme, pa to sem verjetno še zapeljal, drugače pa grem reči na mountain bike v tem mrazu. Tako da ja, čez zimo sem jaz več ali manj na smučah, malo fitness, tako da to je to. V fitnessu delaš pa kakšne vaje? V fitnessu delam pač eksplozivnost, se pravi olimpijske dvige, pa počepe največ. Pač tako je, mi prej, ko sem še skakal, je bilo tega zelo velika, ne. Zdaj pa probam nekako vsaj čez zimo, če mi zneseš časovno, da naredim, bi pa mogel še polet. Se mi zdi, da če bi polet delal, jaz ne govorim zdaj, da je to trening, veš, da je to uro, dve v fitnessu. To greš, narediš, jaz imam doma, uteži. To 20-25 minut imaš vse narejen. Sam problem je polet, recimo, ko greš na dirko, pa te 10 dni ni, pa če tam nimaš glih fitnessa, da boš nekaj vmes delal, ali pa se tudi zaradi same regeneracije ne moreš. Pa prideš dan, imaš to spet muskelfiber in enostavno... Recimo, zdaj sem prišel z Dubaja, sem naredil sredo, počepe, še danes ko mi hodim. To je problem, ne? Sem glih včeraj imel noge v džimu po enem mesecu, po moje, in je pač polom. Ne, veš, zakaj me to bolj zanima? Zaradi dosti rekreativnih kolesarjev je zdaj v Sloveniji, sploh v zadnjih letih, vsi se hoče malo bolj pripravljati, kupujejo powermetre. Pač tako, želijo si malo bolj trenirati, ne, ampak vsi so skordane, dosti je mnenja, da moraš tudi v tem off-season času, da nujno moraš biti na kolesu, pa to kur na trenažerju. Jaz pač pri sebi, meni pa glih kontra ustreza, se pravi, kaj zimski cajt, jaz nočem se zdaj na trenažerju prav neki orang gult nočem, rajš, ne vem, fitness, prehod, hoja v hribe, tek na smučeh, kaj tazga, pa me samo zanima, kako ti gledaš na to, a ti je nujno, da se moraš, pač se vidva, da ni, ampak je dober delati pač neke vaje za moč, pa da imaš še nek ta kardio, se pravi, ali to hoja v hribe, ali tek na smučeh, pa pol spomlad res orang začneš. Ja, jaz pač tako, zdaj zelo bo čisto antitrenažer človeka. Ja, jaz sem na trenažerju bil po moje samo takrat, ko sem gležen zlomil. Takrat sem delal, ampak to tako, pol ure zjutraj, pol ure popolne. Okay. Ampak to 10 dni, pa sem počasi že probal iti na kolo. Jaz imam res slabo izkušnjo s trenažerjem, ker kadarkoli grem, se mi zdi, da mi čist noge zabije. Ne vem, pa tudi govoril sem z neparem kolesarjem, recimo, so rekli, da ena pa ustreza, ne? Zato je tle tako težko biti pameten. Ne vem, zdaj, če kakšen uživa na trenažerju, pač ne go na trenažerja, ne? Jaz pravim, ne vem, greš, jaz vidim pri sebi, recimo, grem, mogoče bom zdaj do marca 10-krat dan šel na kolo, pa ponavadi, ko so prve dirke, končam v grupi. Tako da ni, se mi zdi, če malo migaš, pa to, da je boljš. Ne vem pa tudi, kako jim recimo, kako jim pač psihično znese. Sam kolo skozi, se pravi, to, kaj je vreme, ali pa recimo, ne vem, če si kakšen lahko prvoška narja, da gre. To je drugo, to greš, uživaš od zunaj, ampak ne vem, s trenažerjem pa... Mislim, jaz sem podobnega mnenja, kot ti tudi, sem rekel, da ne bom čist nič na trenažerju in se zdaj do februarja se bom bolj ne šel zapeljati ven, takrat, ko bo lep vreme, drugače bom pa rajš v hribe hodil in podobno je pač v fitnessu in tako naprej. Kakšnim ustreza,
Poznam pa kar neki, rečemo, amaterskih, rekreativnih kolesarjev, ki se trudijo po zim fulno trenirati, pa pride pa spomlad, pa nimajo več te volje, a veš, ka moraš biti pa 110%, tudi še malo, ne vem, je slabši vreme, piha, malo možnost dežja, ali pa če bolj, da greš takrat ven se pomatrati, kukar pa da zdaj gulaš 3 ure v trenažer. Ja, itak, sej recimo zelo dobro se pokaže, kaj je kakšen poškodovan. Kaj je kakšen poškodovan, pa pride nazaj, pa en teden, 10 dni trenira, pa prije na dirko, pa je dober. Okay. In jaz mislim, da tako je zdaj itak, vsi so, pač sezona se je končala, kakšen je bil malo frej, pa to in zdaj itak motivacija na višku, in pol se dela treninge na trenažerju, Zwift se dirka na polno in pol res, ko pride marcije, pa ima pa že kakšen pač. Mogoče ne bi bilo slab, recimo, ne vem, če zdaj treniraš trenažer, pa to narediš marca, mehen kakšen teden pauze, pa spet začneš. To je mogoče dobra opcija. Je pa... Se pravi, za psiho je dobro, da si vzameš malo pauze, da si spet nabiješ z energijo, da si da komi čakaš, da greš spet na gor. Točno to. Veš, kaj me je zanimalo? Ti imaš zdaj že toliko, ko bi rekel, kilometrov za sabo, pa to, ko sem te že prej vprašal, mogoče zanima malo bolj podrobno, bolj v to, ok, ti zdaj teh par mesecev si boš vzel pauzo, zato ker greš delat, kukarkoli. Ko začneš nazaj, a začneš tako, ko si jaz predstavljam, se pravi, da začneš z neko bazo, da delaš daljše intervale, ki niso tako intenzivni, pa da pol napreduješ, ne vem, po 3-4 tednih greš na kaj krajše intervale, bolj intenzivne, ali imaš že nekaj ustaljenega, ki veš, da imaš pač že toliko v nogah, da niti ne rabaš toliko te baze delati, da že takoj začneš prvi teden, drug teden že z nekimi urami intervali. Ne, ško je, mogu bi, pač nekako teorija je taka, da moraš postopoma zgraditi. Jaz pa ponavadi, glih, recimo, če ti dam primer, kako bo letos izgledalo ali pa kako je lani je bilo sicer bolj malo drugače, ker ta prvi trening, ko sem šel na cesto, me je pač šlepar nabasal. Tako da ti se je pol padal malo v vodo, se je pol malo sezona drugače odvila, kot pa bi se, saj začetek sezone, ampak recimo jaz, ne vem, par let nazaj se spomnim, sem prišel z mladinskega svetovnega prvenstva, ko sem bil z biatlonci. Na torek smo pa šli nazaj, sredo smo šli na tole Jadransko magistralo, četrtek sem štartal. Jaz grem direkt na dirko, ker pač rad dirkam, toliko sem zmeri dober, da če pogledaš moj Pro Cycling Stats, prav veliko odstopov jaz v cel karier nimam. Tako da pač jaz tako pridem nazaj, začnem dirkati in to je to. In začnem pa nekako normalno, tudi jaz treniram neki ne. Zdaj za naslednjo sezono se malo, ker pač smehen sodelujem z Miranom Kavašem, ampak on mi plan pisal samo takrat, ko sem bil v Adriji. Drugače midva sva dosti bliž živiva, tako da se poznava in sem rekel malo za naslednjo sezono, sem po moje z njemu zmenil za nek plan. Ker do zdaj jaz pač plana nisem imel. Jaz edin, ker sem delal pač nekaj strukturiranega treninga in takrat, ko je Grega doma, ko grem z njemu in pa skup delava intervale. Pa še to grem z njemu. Pač njegove cone, to, ko gre on, to grem jaz. Ne vem, pač tako je jaz prej, ko sem še bil par kombinaciji, smo trenirali nekaj po planu, pa to. In v kolesarstvu pa jaz predvsem probam uživati. Zato pa je tudi tako, da pač, če je dirka, bom šel na dirko. Ni ono zdaj. Rad se vozim. To ne, da ne pred treniral, ampak rad se vozim, dal, ko je trening boljše. Hočem pa mogoče drugače vprašal, ko si doma, pa ko imaš rečemo čas. Zdaj, predstavljava si, vsak vikend imaš eno dirko zdaj, naslednji mesec. Kako se boš vozil med tednom? A greš tako, vsak drug dan all out, a imaš samo enkrat na teden, da greš malo bolj orang, drugo se bolj, ka ne voziš na cona 2, cona 3. Ja, čist odvisen. Prvo, koliko spodirk zmatren, Pač jaz imam problem, da ga itak skos, ko grem, ga malo preveč bašem. Pač jaz nimam ono, da bom šel zdaj... In to je pri meni problem, zaradi tega, ker pol nisem manjkoli toliko frišen, da pa lahko na intervale naredim tako, ko se zagreje. Sam se pravim, pač... Zanima me, se glih, zato sem rekel, da za drug let pač verjeten se zmenil. Ker me zanima,
kva bi bilo drugače. Jaz vem, da zdaj, če bom delal po nekem planu, zdaj ne bom imel World Tour vatov, a ne. A veš, to je, kar ti je dano, ampak me pa malo zanima, koliko je lahko te razlike, a ne. Okay. Mislim, kar sem jaz pri sebi opazil, se pravi moj zelo, zelo amaterski rekreativen nivo, je to, da takrat, ko sem res treniral, pa ko sem se dobro pelil, je bilo na, rečemo, 10-minuten klanc, je bilo to minuto pa pol do 2 minute boljši rezultat, pa ful hitrejša regeneracija. Se pravi, jaz sem prišel na vrh klanca po teh 10 minutah, 30 sekund sem tako malo manj vatov obračal, pa sem pa spet lahko. Se pravi, to, ko veš, ko greš na kakšno rundo, pa se menjavaš, ne? Jaz sem šel lahko spredi, če sem bil minuto, 2 minute spredi, sem rabil mogoče minuto do 2 minute pauze, pa sem šel spet lahko spredi. Ja, to recimo na 10 minuto, tako kot si rekel, minuto pa pol, to je ogromno, ne? Ja. To, če bo pri meni taka razlika, pol... Mislim, pri meni je tudi po moje zaradi tega, ker imam kar dosti več kil, ker takrat, ko se v redu pelem zase, ne, grem s kilami, ne vem, zdaj jih imam 92, se pravi, takrat jih imam eni 84 in 8 kil dol, je tako. Ja, itak to. Jaz gledam takrat že kar sheran. Ne, tako je, ker si rekel runde, a ne. Ja. Recimo, če karkoli lahko enemu rekreativcu rečeš, pejt na runde. Ja. To je najboljši trening. Recimo, ne vem, jaz vem, takrat 2015, ko sem, takrat recimo sem zaključil s kombinacijo, pa sem pa dirkal ta pokal Slovenija, amaterska, ne. Takrat ti lahko povem, koliko sem jaz treniral. Za vikend je bila dirka, 1 ali pa 2, veš, samo to so kratke dirke, a ne, se pravi, recimo, če je bila cestna dirka uro pa pol, mogoče 2 ure, a ne, ali pa vzpon. Ponedeljek nekako frej, torek je bila runda v Radolc, sredo sem se še malo zapeljati, četrtek ponavadi frej, petek neka aktivacija, pa spet dirka. Tako, za nekaj rekreativcev. Prav, da imaš enkrat na teden imaš še hard trening, drugo so pa razpeljave, pa aktivacija pol za vikend. Ja. Pa tudi z rundo je tako, ne, zdaj, če se za vikend to ni čul, pa če je bila torek runda, šel pač toliko, da se odpeljal, če lahko. Če si pa čutil, da rabaš majhen gas, pa pač šel do konca. Koliko pa pri sebi mogoče vidiš kilometrov, da rabaš, da si res zdaj se pa res dobro pelem. A veš, se lahko greš prvi teden, ko si na kolesu že takoj na dirko, sam veš, da se noge ne vrtijo tako dobro, kukar. Jaz rabam nekako 3 tedne kolesa, pa je v redu. Okay, se recimo, pravi, prešal tam. Jurja pa pol kilometra. Ja, recimo. Okay. To, da se noga zavrti, pa recimo zelo koristno je, recimo, če narediš kakšen trening z avtom, da priješ, ker to zdaj na našem nivoju so to povprečne šle toliko gor, da rabaš hitrost. Enostavno, če je ravna dirka, recimo letos smo dirkali Litvo, Poljsko smo dirkali, to je bilo pod 45 nikoli povprečne. Ker so bile ravne etape. Dobro, zdaj, če je klanci drugače, ampak in rabaš hitrost. Jaz recimo vidim, parkrat greš za avto, pa ne rabaš, veš, da, ne vem, da vati niso visoki, a ne, sam leti skozi 50. Ne, pa se to že vidim kle na naših rundah, pa ni noben kolesar, ki zdaj bo prišel, pa ne vem, že na Franji v top 10, ampak že mi se vozimo po ravnini, to gre 40-50, pač se furamo in se pravi, noben ni zdaj nivo nekega top slovenskega kolesarja, tako da se mi zdi, da je tudi zaradi materialov, ki so se zdaj, že vsak, tako bom rekel, dosti kolesarjev, ki si prvoč že orang kolo in tukaj, če jaz gledam, kakšne obroče sem vozil, ne vem, 10 let nazaj, pa kaj je zdaj gor, če primerjam pa že obroči zdaj, ki so na 300 do 500 evrov, ki so super, za enega, ki se voz, boš se šloš brez problema vozil, tudi življenjska doba je dosti boljša, ampak pol, ko greš pa na nivo Jurja pa pol, ali pa še več, ne, za obroče, pač to je pa razlika, lažje vzdržuješ to brzino in je ta napredek v izdelkih je šel po moje, kar orang gor. Ja, lej, to je, jaz sem imel unga Scotta, ki sem ga prej imel, to je bil 2019-letnik, SRAM Red mehanka, zip obroči, pač to je bil top bike, recimo takrat, ne.
In če ti povem, recimo ta krog, ki imam jaz, pač, ki ga dostikrat tudi peljem, Tuhinjska dolina, pa čez Trojane nazaj. Recimo, če sem ga fajn basal, je bilo to recimo tam 32, 33 povprečne. A ne? Recimo lani z Gorčiotjem 36. 36, če sem pritisnil 37, a ne. In 3-4 km na uro je po ravnem hitrejši. 10%, ne? Ja. In zdaj, če si imel rečemo podobne vate, ne? Pa to pomeni, da je v materialu, da je 10% boljše, pa že, mislim, to je... Ja, je. A ne, recimo, vse pozna. Dej, greva nazaj na klub, kakšne imaš kaj plane za naslednjo sezono, glede na to, da je avstrijski klub, a to so po večini v Evropi dirke, se pravi pol z marcem dalje, ali kako imaš? Ja, načeloma sezona, oni bojo začeli že, se pravi, konec februarja, začetek marca, mislim, da so te dirke na Hrvaškem. Jaz načeloma se priključam pol s telimi dirkami v Sloveniji, se pravi Velika nagrada Izole, 23. marc, nekako to upam, da bo prva dirka, če bo vse tako, kot mora biti. Pol pa mislim, da je tam v marcu so par slovenskih dirk. 30. marca je prva avstrijska liga, Leonding. Pol mislim, da v aprilu je Beograd Banja Luka, pa nekaj v Avstriji. Pol pa maja je ta velika nagrada Gorenjske, pa ne vem, čisto točnega koledarja še nimam, konec maja je Oberösterreich dirka, pa julija je pa dirka po Avstriji. To je pa tudi pač nek vrhunc sezone za ekipo, ampak tam je treba biti realen, ne? Tam pridejo ekipe, pride Ineos, pridejo te. Tako da tam recimo, če nam rata kakšen pobeg, pa to je tako, kot za slovenske ekipe dirka po Sloveniji. Ja. Pač greš, upaš, da soš pokazal, ampak recimo Jaka Primožič je letos dirkal v Avstriji, pa vemo, da je zelo dober kolesar, ampak rezultatsko tam ne moreš. Okay. Tako da to, pa ne vem, za konc sezone dol Lankavi, če se bo ekipa odločila, jaz povabil sem dobu. Poznam dol človeka, ki je zraven pri organizaciji, rekel, če se te odločili, lahko pridete. Dobre. Tako da bomo videli. Ja. Ok. Povej mi, a imaš še kaj tazga zapovedati, ker te nisem vprašal, kaj bi rad povedal? Pa se po moje sva šla kar vse skozi. Evo, pogreva pa zdaj še na njegov kolo, tako da hvala, ker ste spremljali, hvala, ker si prišel, srečno naprej, pa greva zdaj na bajk. Hvala za povabilo. Čau. Evo, Matej bo zdaj mal povedal telen kolesu, bum bam, tako da mu bom dal kar mikrofon, pa bo začel. Evo, to je ta nova raketa za 2025 od Arbo Kärnten Sport kluba. Smo jih že letos kar hitro dobili, tako da sem ta starega prodal pa šel po tega. Je Lapierre Xelius DRS, to je zdaj mislim, da model, ki je prišel ven nekje en mesec nazaj. To je pač z Dura-Ace Supremo, komplet. Kar je posebenega na temu je gonilka, je rotorjeva s Power to Max power metrom. To sem dal kar sta starega kolesa, ker je pač ne vem, navajen sem tega in nisem pol kupoval novo zaenkrat. Pedala so Lukova, Keo Blade Carbon. Obroči so trenutno gor Princeton Wake. To sem obdržal, obroči so sicer od brata, jaz imam ta nizke, 45. Ampak zdaj, ko sem dirkal v Abu Dhabiju, mi je posodil te visoke obroče, ker se mi zdi, da po ravnem so zelo hitri. Sedež je Sele San Marco, ga imam tudi že kar nekaj časa, ta modela Spite mi zelo ustreza. Kaj imava še, košarice so Supakazove. Tudi moram reči, da nimam nobenih problemov, da bi izgubljal bidone ali pa karkoli. Se mi zdi, da se kar dobro obnesejo. Gume, Continental GP 5000, tubeless varianta.
tudi zelo zadovoljen. Letos dejansko sem imel samo en defekt, moram potrkati, pa še to je bil pred štartom, glih pred prologom, tako da je pol na srečo do konca zdržal. Prenosi so 54-40, zadaj pa 11-30. Načeloma vozim prenos zadaj 11-34, ampak zdaj, ko je bila sama ravnina, sva pustila to kaseto gor. Dolžina gonilke 172,5, nisem šel nič še na krajšo. Se mi zdi, da mi to kar odgovarja. To je pa to. Krmilo je standardno, kar je bilo na kolesu. Širina 40, nekako je spodaj je mislim, da je 40, zgoraj je kar dosti ozko krmilo. Proti tistemu, ko sem imel prej, ko je bil 38, se mi zdi, da so zelo enake mere. To je pa to. Te še kaj zanima? Veš, kaj sam še povej, a imaš kaj takega na kolesu, ki se ti zdi, ne vem, da si ful navajen, vidim, sedež imaš kar dosti naprej, tudi ročke, mogoče zdaj na videu še ne izgledajo, imaš tudi kar dosti noter obrnjene, čist podrtage, spreden konc, pa mogoče še una največja razlika, recimo med tem kolesom pa med Guerčotijom, ki si ga imel. Ja, zdaj, ker sem obdržal na tem kolesu, je sedež, se pravim, da sem ga že tudi na skotu imel in sem zelo zadovoljen. Ročke na noter, meni se ne zdi, da so toliko na noter, ne vem, pač je še zmeraj toliko, ke je UCI pravilo. Drugače pa ja, razlika med tem pa med Guerčiotijem, težko bi zdaj rekel, da kateri je hitrejši, je pa ta veliko bolj odziven, no. Tako da recimo sploh na klanec, ko pospešuješ, je, ne vem, tako bolj igriv je, no.